Opereta Danila Bučarja na Trški gori, ki je bila premierno uprizorjena leta 1936, je tokrat doživela svojo sodobno preobleko. Veselo igre na Trški gori, ki jo je priredilo Turistično-kulturno društvo Trškogorsko srce v sodelovanju z Vesel teatrom iz Dolenjskih Toplic in Dobrodan teatrom iz Prečne in s pomočjo pevcev skupine Vaški zvon iz Prečne, trškogorskimi ljudskimi pevkami in moškim pevskim zborom župnije Šempeter Otočec, je doživela svojo premiero prav na Trški gori. Mi želimo, da bi oživeli to našo Trško goro tudi kulturno. In tako društvo je imelo to srečo, da smo zvedeli za to opereto. To je opereta na Trški gori Danila Bučarja in Metke Bučar. Je pa naš režiser Franci Plut to priredil v veselo igro z ljudskim petjem. To, kar smo mi sposobni z ljubitelji kulture ustvariti. Avtor pravzaprav vsega je kulturno društvo Trškogorsko srce. Oni so imeli to idejo že v preteklosti, uspeli so dobiti ta tekst. Tekst je napisan prav za Trško goro, dogodki med obema vojnama svetovnoma in ponazarja takratne razmere. Pri projektu je sodelovalo veliko število ljudi in društev, ki pa so se na odru odlično ujeli. Gledališče ni problem, smo se kar redno lepo dobivali, ker je bilo iz vsakega društva po eni 3-4 igralci. Tako da datume smo že prej določili, tako da to ni bil tak problem. Pevci so pa pol skočili, kaj tako jih nismo rabili za igro, tako da oni so bili samo neko mašilo zraven. Nekaj posebnega je bilo zagotovo tudi okolje, v katerem je veselo igra potekala. Ta veselo igra, ker že naslov pove na Trški gori, je napisana prav za to okolje. In to je prvič in edinstveno, da je ta igra tukaj na Trški gori, da bo izvedena, ker izvedena je bila leta 1932 v Šentjakobskem gledališču v Ljubljani, pa potem leta 1945 tudi v Ljubljani, ne v celoti, in zdaj prihaja pa na Trško goro, prav v to okolje. Veselo igre, sicer precej priljubljene pri ljubiteljskih gledališčnikih, imajo svoje zakonitosti. Posebnosti so pravzaprav takratne razmere. Z njo skušamo naslikati, mi, kot smo se mi lotili, naslikati takratni čas, takratno petje, takratno komuniciranje, ljubezenska razmerja, posamezne ljudi, ki so bili značilni za Trško goro. To sta napisala Danilo Bučar in pa njegova žena. Pravzaprav tu je opereta, drugače, vendar mi kot ljubiteljski ustvarjalci smo to naredili na tak ljubiteljski, ljudski, ljudem razumljiv način, ker pač taka zadeva tudi med naše ljudi, bi rekel, po domače paše. Zgodba veselo igre pa je sila podobna izvirniku iz prve polovice 20. stoletja. Zgodba govori o enem, pač o tem Amerikancu, ki se vrne na tole našo Trško goro in se proba spet vrniti v ta kmečki živež, pa ga malo sprobrniti, on je le iz Amerike, prišel malo ljubezenske te zgodbe. Nekaj posebnega so zagotovo tudi igre na prostem. Prvič je širok plan, drugič treba je upoštevati na prostem ravno v tej Trški gori objekte in pa, bi rekel, rastlinje, lipe, kot so tukaj v naravi, in je treba v ta koncept spraviti vse skupaj. Prihode, odhode, seveda druga stvar je zvok, tretja je vreme, četrta je veter, ki lahko vse pokvari in tako naprej. Trška gora se je zopet izkazala za čaroben kraj, ki je navduševal ljudi skozi zgodovino in ki v srcih Novomeščanov in ostalih zopet pridobiva na nekdanji veljavi. Trška gora res fascinira ljudi in jaz sem zelo vesela, ker vedno več vidim mladih družin z majhnimi otroci hodijo na to Trško goro. To je v zgodovini vedno bilo. Na Trško goro, tukaj so se ljudje sprostili ob seveda kozarčku trškogorskega vina in to vsak človek, vsako obdobje to potrebuje. In je bilo res kar eno tako mrtvilo za nekaj časa, ampak zdaj pa je zaživelo. Glede na odličen odziv na prvo veselo igro na Trški gori so organizatorji prepričani, da bo to postal tradicionalen dogodek.